AMZS idealna linija o drugi preizkušnji sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, ki je bila v Metterley Basinu na jugu Anglije. V Vrbini pri Krškem so se tretjič v sezoni za točke državnega prvenstva Slovenije merili vozniki minimota, mini-GP-ja in skuterjev, tekmovalci v supermotu pa za pokalne točke. Metterley Basin na jugu Anglije je bil prizorišče druge dirke sezone za voznike, ki nastopajo v svetovnem prvenstvu v motokrosu. V razredu MXGP je naš Tim Gajser v kvalifikacijah postavil 7. čas. Prva vožnja pa se ni iztekla, kot si je želel. Po ne najboljšem štartu je nato dolgo časa vozil za Jeffreyem Herlingsom, vendar više od 4. mesta ni uspel priti. Ciljno črto je prvi tokrat prečkal zimzeleni Antonio Cairoli. Druga vožnja pa je poskrbela za eno najbolj razburljivih v zadnjih letih. Tudi tokrat štart za Gajserja ni bil optimalen. Na prvo merilno točko je pripeljal 7. in se sredi uvodnega kroga prebil do 3. mesta. A nato ga je prehitel Cairoli, kar je slovenskega motokros šampiona samo podžgalo na še boljšo vožnjo. Italijanu je hitro vrnil milo za drago, nato pa prehitel še Jorgeja Prada. Ostal je le še Romain Febvre. Francoza se je lotil 2 kroga pred koncem ter v napetih skokih in nekaj prehitevanjih vendarle strl njegov odpor. Drugo vožnjo je dobil, to pa mu je prineslo tudi drugo mesto na odru za zmagovalce, kjer sta stala na prvem Cairoli in na 3. Febvre. V razredu MX2 Jan Pancar tokrat ni blestel kot na prvi dirki v Orleanoku. V kvalifikacijah je bil šele 21., kar se je poznalo tudi pri štartih. V prvi vožnji je na prvo merilno mesto pripeljal šele 29., a se je nato uspel do konca vseeno prebiti do točke za 20. mesto. Zmagal je sicer Maxime Renaux. V drugi vožnji je Pancar štartal malce bolje, a se na zahtevni progi, ki je bila zelo razgibana in posejana z dolgimi skoki ter spolzkimi ovinki, ni zmogel prebiti tja, kot bi si želel. Vse skozi je vozil okrog 20. mesta, na koncu pa je ciljno črto prečkal na 18. mestu, skupno pa je s 4 točkami zasedel 24. mesto. Dirko v razredu MX2 je dobil Maxime Renaux, drugi je bil Mattia Guadagnini, tretji pa Ruben Fernandez. Člani AMTK Koper so na stezi Raceland v Vrbini pri Krškem organizirali 3. preizkušnjo sezone za točke državnega prvenstva v minimotu in mini-GP-ju ter za skuterje. Tekmovalci v supermotu pa so se merili za pokalno prvenstvo. Zbralo se nas je lepo število ljudi in voznikov seveda. Dirka je štela tudi za hrvaško prvenstvo. Svim vozačima želim sportske uspjehe i da pobjedi najbrži i da ne bude povreda i da sve bude u redu. Želim jim čim manj padcev, da se vse lepo konča in naj zmaga najboljši. V kategoriji Minimoto Open je vnovič prevladoval Jan Poropat, ki je dobil obe vožnji. Zaustavila ga ni niti menjava pokvarjenega pogonskega agregata po dopoldanskih prostih treningih. Še najbolj se mu je približal Tadej Mavr Guštin, ki pa je v drugi vožnji zaradi tehnične okvare odstopil. Poropatu sta se na zmagovalnem odru na mestih 2 in 3 na koncu pridružila hrvaška tekmovalca Gašper Lenko in Maša Krmel. Razred Minimoto Otroci 1 je prinesel suvereno zmago Naje Kropec. V obeh vožnjah je pustila vse tekmece kar pošteno za seboj in je zasluženo stala na vrhu zmagovalnih stopničk. Drugi je bil tokrat Tim Komel, tretji pa Nik Podpečan-Vehovec. V kategoriji Minimoto Otroci 2 pa je šlo zelo na tesno. Ja, v bistvu prvo vožnjo sem malo zasrl na štartu in mi je Tijan prehitil drugo vožnjo. Sem pa dober štartu in sva se pol borila s Tijanom, ampak sem ga lahko premagal. V drugi vožnji je bil Habjan za pičlih 137 tisočink sekunde hitrejši od Tijana Krševana in to mu je prineslo tudi skupno zmago, prvo v karieri na dirkah državnega prvenstva.
Oče je opravil pač zelo dobro svoje delo, je pač dober naštimal motor, mam je zraven pomagala me obleči, pač tako da nisem bil lačen v to, plus CS je pa naštimal motor, tako da je motor šel. Drugi je bil Tijan Krševan, tretje mesto pa je pripadlo Matiji Kodarinu. Enej Krševan je več kot leto in pol suvereno zmagoval na vožnjah državnega prvenstva v mini GP-ju. Tokrat pa je v drugi preizkušnji dneva mlajši brat Tijan izkoristil padec Eneja in se prvi pripeljal čez ciljno črto. Vseeno je starejši od bratov Krševan dobil dirko, Tijan pa je pristal na skupno tretjem mestu. Mednju se je vrinil Filip Lah. Klemen Švara je znova dominiral v kategoriji skuter. Vnovič je dvakrat zmagal in potrdil izvrstno formo, s katero letos pleni pohvale. Člana koprskega kluba Andrej Filipič Zalovič in Matija Benčina sta na zmagovalnih stopničkah samo dopolnila popoln uspeh obalnega kluba, sicer prireditelja dirke. Zmagovalec med skuteristi Švara se je nato še premierno preizkusil v dirki Supermota, ki je štela za pokalno prvenstvo. Usedel sem se na motor zdaj drugič dobesedno, včeraj sem ga sprobal in sem se odločil, da bom vozil dirko. Četudi izkušenj z vožnjo tega motorja nima, pa se je zelo dobro odrezal. Prvo dirko sem imel problem s klopko in mi je ugasnil motor, tako da sem prišel na predzadnje mesto, drugo dirko pa je bilo dosti boljše, sem iz tretjega mesta prišel na prvo. Na najvišji zmagovalni stopnički je sicer stal zmagovalec prve vožnje Fabricio Valenta, drugi je bil Nejc Kržič, tretji pa Klemen Švara. V soboto 3. julija se bodo drugič v sezoni za točke državnega prvenstva merili voznice in vozniki cross-countryja. Drugič letos bodo na delu tudi vozniki Speedwaya, ki jih v nedeljo 4. julija v Žarnovici na Slovaškem čaka nova dirka državnega prvenstva. Na Grobniški stezi pa bo živahno v torek 6. julija, ko se bodo drugič letos v državnem prvenstvu pomerili cestno-hitrostni motociklisti.